Ura pa je 3, no, tako da lahko pričnemo tudi s formalnim delom 25. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, ker vas vse prav lepo pozdravljam. Spoštovane občinske svetnice, svetniki, spoštovana občinska uprava, spoštovana gostja, ena poročevalka je danes že z nami, spoštovani predsednik nadzornega odbora, gospod Ramšak. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih je 16, svetnikov 4 so po upravičili odsotnost. Torej čakamo še načeloma 2 svetnika, ugotavljam hkrati, da smo torej tudi sklepčni in lahko začnemo z delom. Druga točka, potrditev dnevnega reda 25. redne seje občinskega sveta. Ta dnevni red obsega 19 oštevilčenih točk. Sam kot predlagatelj nimam kakšne pobude za spremembo in dajem v razpravo torej ta predlagani dnevni red. Prosim. Razprava k dnevnemu redu. Če ni razprave k dnevnemu redu, torej predlagam sklep, ki se glasi: občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 25. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 16 za, glede na prisotnost je to soglasno. Potem imamo tretjo točko dnevnega reda, obravnavo in potrditev zapisnika prejšnje 24. redne seje. Ta zapisnik je tudi v gradivu za današnjo sejo. Prosim za razpravo k tej potrditvi zapisnika. Če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 16 za. Potem naslednja četrta točka, poročilo o izvrševanju sklepov 24. redne seje in o delu med rednima sejama. Tu prosim za poročilo gospoda podžupana, vrhovnika. Lep pozdrav vsem. Občina Ravne na Koroškem je ponovno obnovila certifikat prostovoljstvo prijazna občina. Včeraj je potekala ta slovesna prireditev v Kamniku, kjer je 41 slovenskih občin ta certifikat obnovilo oziroma nekatere tudi ponovno pridobile. To je dejansko priznanje, bi rekel, številnim našim občanom, občankam, ki vsakodnevno delujejo kot prostovoljci na različnih področjih, verjetno od gasilcev do vseh, ki so deležni. V obrazložitvi tudi posebej poudarjena ta medgeneracijska solidarnost, ki deluje v naši občini, od akcije razdaljevanja hrane in pa seveda je prepoznana tudi ta podpora občine Ravne za delovanje torej tem prostovoljskim organizacijam pri nas, ki pa jih je res mnogo na raznih področjih, od športa, kulture do humanitarne dejavnosti, tako da bi rekel iskrene čestitke vsem, ki so prispevali k temu, da s ponosom torej ohranjamo ta certifikat in bi ga zdaj tudi župan tebi predal. Hvala. Hvala. Kaj te že podžupan povedal, no, to je priznanje našim občanom. Kaj drugega, ker te točke dnevnega reda ni, torej poročilo o delu izvrševanja sklepov je tudi v pisni obliki in torej odpiram razpravo. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 24. redne seje občinskega sveta in o delu med rednima sejama. Kdo je za? 15 za. Kdo je proti? Nič proti. Naslednja točka, peta točka dnevnega reda, odgovori na vprašanje in pobude iz prejšnje 24. redne seje občinskega sveta. Ti odgovori na vaše vprašanje in pobude so zopet v pisni obliki in odpiram razpravo k tem odgovorom. Če ni, predlagam torej sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude iz 24. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nič. Je tudi ta sklep sprejet. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to pa je investicijski program in načrt razvojnega programa za projekt program rekonstrukcije občinskih cest 2019-2022. Ob odsotnosti sodelavke
bom sam predstavil na kratko to vsebino, ki je seveda svetnikom že popolnoma znana. Namreč sprejeli ste dokument identifikacije investicijskega projekta v identičnih zneskih z identično vsebino. Danes pa je pred vami investicijski program, ki vključuje torej to, kar predvideva seveda tudi sam proračun letošnjega leta 2022 in delno 2023, teh 6, 7, 8 cestnih odsekov, ki bi se v skupni višini 819 tisoč evrov zgradile v letu 2022, pa delno potem plačale tudi v letu 2023, za kar je seveda predviden ta načrt razvojnih programov. Kot rečeno, je to identično in usklajeno s sprejetim proračunom in pa z že sprejetim DIP-om. Samo narava dokumenta, ki se jim reče investicijski program, je v skladu z uredbo nekoliko drugačna in vsebuje določene dodatne vsebine oziroma utemeljitve izgradnje te pomembne cestne oziroma komunalne infrastrukture v naši občini. Toliko uvodoma, zdaj kar se tiče dejstva, pa morda lahko uvodoma povem, da gradbene cene naraščajo, za del teh cest poteka javni razpis, to sta predvsem ti dve veliki, če lahko rečem, z vidika tega programa veliki cesti, in to sta sicer odsek Proseno-Most Slanikova-Bajta v dolžini 2,3 km, ki je ocenjena na 280 tisoč evrov, in pa cesta v naselju Strojnska Reka v dolžini 1,1 km, ki je ocenjena na 309 tisoč evrov. Oba razpisa sta objavljena in ko bomo prijeli ponudbe, bomo to uskladili s sprejetim proračunom, zato predvidevam, da bo najbrž potreben rebalans proračuna na prihodnji seji občinskega sveta, okolikor pa bodo cene v okviru teh cen, pa bomo lahko že takoj pred samim rebalansom oddali izvedbo teh dveh cest, torej gradbeni izvedbi. In v tem trenutku ni tudi predmet tega investicijskega programa ta morebitna podražitev, kajti morebitna podražitev bo pomenila najbrž tudi novelacijo investicijskega programa glede na prijete ponudbe. O tem pa je preuranjeno govoriti, ker do začetka junija torej je odprt ta javni razpis. Toliko z moje strani uvodoma kot poročilo k tej točki dnevnega reda. To sta obravnavala dva odbora, delovni telesi občinskega sveta, in sicer odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, in prosim gospoda Kacila, predsednika, za poročilo. Hvala za besedo. Vsem lep pozdrav. To se pravi, odbor je obravnaval rekonstrukcije cest v letih 2019 do 2022 in predlaga občinskemu svetu, da to sprejme. Hvala. Ter odbor za proračun in finance, podpredsednica gospa Krevzel oziroma članica, ki nadomešča predsednika in podpredsednika. Ja, tudi odbor za proračun in finance je obravnaval ta sklep in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala obema predsednikom oziroma poročevalcema k tej točki. Odpiram razpravo občinskega sveta k točki 6. Če ni razpravljavcev, prosim, podžupan Vrhovnik. Hvala lepa. Na eni od prejšnjih sej smo že obravnavali ta program, danes torej realizacija. Upam, da bomo uspešni, kar se tiče teh javnih naročil. Namreč pomlad počasi gre k koncu in naše ceste so v nekaterih delih tudi dobro zacvetele. In mislim, da bi bilo nujno potrebno sanirati nekatere odseke in pa tudi tiste, ki niso vključeni v ta program, bi rekel, saj sanirati v tem delu, da se pač tam asfalt poreže in sanira ali saj zgornja plast preplasti, da bi preprečili nadaljne propadanje. Recimo ena takih je na nekaj točkah cesta iz Rimskega vrelca proti Ivarčkemu jezeru, pa potem tudi proti Strojni, tisti del, ki ni vključen v to sanacijo, naprej od Slanikove Bajte, pa potem proti zadnjemu Dinarju, pa še kakšen tak odsek. Namreč zato, da ne bi pustili tako dolgo, da bo potrebna kompletna sanacija teh odsekov, ampak da bi z nekimi manjšimi posegi preprečili torej, nadaljne propadanje, ker pač ceste so seveda zelo pod intenzivnim vplivom prometa.
in pa tudi sama kakovost zelo vpliva na počutje nas vseh občanov. Skratka, drugače pa ta program cest seveda zelo podpiram in upam, da ga bomo uspeli realizirati, ker pravzaprav z njim izpolnjujemo naše zaveze še iz preteklosti, iz tistega prejšnjega programa, kar še nismo uspeli realizirati. Tako da, hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku za razpravo. Če ni več koga, torej predlagam sklep, ki je v 2 točkah. Opravičujem se za tehnične, bi rekel, neprilike, da morate sklepe pač v pisni obliki gledati v svojem gradivu in niso na ekranu za mano. Oziroma, na računalnikih. Torej, sklep je v 2 točkah in sicer Občinski svet Občine Raven na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet Občine Raven na Koroškem sprejema investicijski program in načrt razvojnega programa za projekt program rekonstrukcije občinskih cest 2019 do 2022. Drugič, Občinski svet Občine Raven na Koroškem pooblašča župana za podelitev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? 16 za. Mislim, da je to soglas, oziroma ne. Kdo je proti? Ker je zdaj prisotnih 17 svetnikov, ja. Nič, hvala za sprejem. Naslednja točka, 7. točka je seznanitev s preverbo ustreznosti strokovne ocene vplivov na okolje za RTP 220/110, vklepaj 20 kV ravne z razpletom daljnovodu in strokovne ocene vplivov na okolje na 220 kV priključni daljnovod. To je vsebinska točka, ki je bila takrat, ko smo obravnavali oziroma dajali soglasje k državnemu prostorskemu načrtu za to infrastrukturo na Ravnah zahtevana. Torej, v vmesnem času je bila ta študija oziroma današnjo gradivo preverba opravljena in danes so ti rezultati te preverbe pred vami. Za ta namen je z nami tudi predstavnica vodno-gospodarskega biroja, gospa Alenka Kovačič, in smo se dogovorili, da tudi ona na kratko predstavi torej te izsledke glede na ta ključna vprašanja, ki so jih svetniki seveda izpostavili na prejšnji seji, in vas prosim torej za nekje, če je možno, 5-minutno predstavitev vaših spoznanj. Prosim. Hvala lepa, bom probala biti še krajša. Namreč v tej hiši sem v tem tednu že drugič in odborom je bila zgodba že predstavljena. Kot ste napovedali, v vašo občino se z DPN-jem umešča nova RTP postaja in nov daljnovod 220 kV, ki bo seveda močno izboljšal oskrbo z električno energijo na celem območju Raven in pa tudi za industrijsko cono oziroma železarno v Ravnah. Če tako na hitro pogledamo v zgodovino, pobuda za ta DPN ima že kar brado. Od julija 2015 se je začela, sklep o pripravi državnega prostorskega načrta je bil sprejet leta 2016 in javna razgrnitev študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je bila izvedena junija 2018. To pomeni, da je bila ena presoja vplivov obravnavana že v letih od 2016 do 2018 in na podlagi te presoje je bila izbrana varianta, tista najbolj ugodna, najbolj ustrezna, ki jo je tudi potrdila vlada, in ta varianta je v bistvu tudi varianta, s katero se DPN nadaljuje in za katero sta bile izdelane te strokovne podlage, ki sta bili naloga moje presoje. Mogoče na začetku že poudarim, da takoj, ko je bila ta varianta sprejeta in spoznana na vladi kot najustreznejša, so na agencijo, na ARSO poslali vlogo za izdelavo PP postopka in takrat se je izkazalo, da v bistvu PP postopek, ta predhodna presoja vplivov na okolje ni potrebna, niti PVO ni potreben, ker skladno z zakonodajo se ta stvar presoja šele takrat, tovrstni posegi presojajo šele takrat, kadar je daljnovod daljši od 5 km. Kljub temu se država in investitor odločil, da naredi ne cel postopek, ampak strokovne podlage za presojo vplivov na okolje na ta način, kot če bi bila delana ta PVO. In moja naloga je bila, pred mano sta bili 2 strokovni podlagi, z kar nekaj tudi ostalih strokovnih podlag pripadajočih zraven, da preverim ustreznost teh strokovnih podlag. Naše podjetje ima dolgoletne izkušnje z presojami vplivov na okolje in
Verjemite mi, da se tudi izdelovalci med sabo poznamo in Elektroinštitut Miran Vidmar, ki je delal te dve presoji vplivov na okolje, se mi zdi ena najbolj kompetentnih, če ne najbolj kompetentna firma za presojo vplivov elektromagnetnega sevanja na okolje, kar je verjeten v širši javnosti in tudi med vami pravzaprav največja skrb teh vplivov. Ko sem sprejemala to nalogo, sem preverjala, če lahko pri presoji, pri preverbi tega elektromagnetnega sevanja sodelujem pa s podjetjem, ki je tudi v tej državi, ti dve firmi sta edini, ki se ukvarjata z elektromagnetnim sevanjem in sem ugotovila, da v bistvu na začetku, že ko so bile študije variant, je pa pravzaprav to prvo presojo vplivov delalo to drugo podjetje, to je ta INIS, Inštitut za neionizirana sevanja. Tako da je bila to, če lahko rečem, meni prva olajšava, da so verjetno zgodbe strokovno in korektno narejene in sem potem v bistvu se lotila pregleda teh strokovnih podlag na način, kot je bil v veljavi pred nekaj leti, ko so bile za te podlage potrebne še revizije. Preverila sem, a so obravnavani vsi vplivi, a je upoštevana vsa zakonodaja, a so upoštevali vse strokovne podlage, ki so bile narejene za potrebe načrtovanja. Pri vseh teh stvareh so bili moji odgovori pritrdilni, tako da sem na koncu samo preverila, ali je v osnutku uredbe v DPN, če so vključeni vsi omilitveni ukrepi za omilitev teh vplivov, ki jih je ta strokovna podlaga pač evidentirala. Tam sem ugotovila nekaj malenkosti, da v osnutek uredbe še niso vključeni neki nepomembni omilitveni ukrepi in kot imam zagotovilo oziroma kot sva se pogovarjali z gospod Slivnik, je bilo to tudi v Ljubljano oziroma na MOP že posredovano in uredba bo ustrezno dopolnjena tudi z mojimi zaključki. Skratka, zadnjič na odboru smo se pogovarjali, res je na prvi vtis trasa umeščena problematično, poteka v bližini stanovanjskih območij, v blizini šolskega okrožja, preko pomembne rekreativnega območja v vaši občini, kjer je trim steza, kjer je učna pot in moram povedati, da zakonodaja v Sloveniji, kar se elektromagnetnega sevanja tiče, je kar stroga ali pa ena med strožjimi v Evropi in ti varovalni pasovi, ki so opredeljeni okoli teh visokonapetostnih vodov, so pri nas zelo, zelo strogi. In v neposredni bližini oziroma varovalnem pasu ni nobenega območja, kjer bi bilo potrebno prvo območje varstva pred tem sevanjem in tudi vse mejne vrednosti, ki so bile izračunane skozi to strokovno podlago, v bistvu ne prekoračujejo tistih mejnih vrednosti, ki so opredeljene za drugo območje varstva pred sevanjem. Tako da, kar se tiče vplivov elektromagnetnega sevanja in mogoče hrupa, mislim, da je trasa umeščena optimalno, da pravzaprav dejansko tu ne bo prihajalo do škodljivih vplivov elektromagnetnega sevanja. Zadnjič na odmoru se je postavilo tudi eno vprašanje, če bo varno se sprehajati po tem daljnovodom. Osebno mislim, da ja, ker tako kot če bi, ne vem, imela med sabo strokovnjaka ali pa kar sem bila prisotna na javnih razgrnitvah, kjer so ti strokovnjaki sodelovali, so vedno vprašali, kdo od prisotnih ima svoj mobitel v žepu ali pa v neposredni bližini. Mobitel recimo je večji vir sevanja kot en sprehod pod takim daljnovodom. Tako da, če so še kakšna vprašanja, sem tu. Mislim pa, da so bile strokovne podlage narejene zelo, zelo, zelo korektno in da jih je delala tudi firma, ki to zna. Hvala, gospe Kovačič, za ta izčrpen uvod oziroma poročilo. To točko, to seznanitev s preverbo ustreznosti sta obravnavana dva odbora in sicer zdravstvo in socialno varstvo. Predsednica, gospa Kamenik, prosim.
Hvala, župan, za besedo. Lep dober dan vsem. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval navedeno prevedbo in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme, in pa še en predlog, namreč gospa je na odboru tako odlično predstavila te stvari, da je bil predlog, da se mogoče še z zainteresiranimi občani opravi še ena taka poglobljena razprava. Predstavitev. Ja, oziroma razprava. Pa še odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Kacil. Hvala za besedo. To se pravi, odbor je obravnaval in se seznanil s preverbo ustrezne strokovne ocene vplivov na okolje za RPT 220/110 ter predlaga občinskemu svetu, da potrdi. Pa tudi naj se to javno objavi na občini Ravne, to se pravi na spletni strani. Hvala. Hvala, predsednik odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Mrženović. Hvala za besedo. Kot se morda spomnite, jaz sem že pred 3 leti, oktobra leta 2019, v tem mandatu opozoril, da bo umeščanje tega daljnovoda povzročila probleme, pa tudi nejevoljo občanov, v tem primeru občanov Janeč in tudi drugih deležnikov vzporedno ob tej trasi. In že takrat sem izrazil neko željo, da bi bilo treba preveriti, kako je prišlo sploh do umeščanja te variante, ki je sporna v ta prostor. In to je ves čas tudi zanimalo krajane Janeč, pa tudi ostalih, kako na podlagi česa so bile sprejete odločitve, da se ravno ta trasa izbere, kakšne so pa bile še druge variante. In ker pač odgovora ni bilo in pač tako veste, kak je, v času, ko smo imeli upravka s korona krizo, se je videlo, če se nespretno komunicira z javnostjo, se ustvari še večji razdor, še večje nezaupanje do odgovorov uradnih inštanc in to se je ravno kar tudi tukaj zgodilo. Zato v bistvu pozdravljam pobudo Marjane Kamnik, ki je morda malo prepozno, ampak to je tisto, kar bi morali že narediti pred leti, upraviti neko res razpravo z krajani o tej temi, ko je še bil čas za to, da se lahko kaj spremeni. Jaz imam sabo, ker so me pač krajani Janeč prosili, naj pač eno stvar izročim županu. Ne pričakujem takega aplavza, kot ste ga namenili, ko je prejel tisto, kaj je že bila, priznanje. Imam pa 75 podpisov krajanov Janeč, ki izražajo zaskrbljenost nad umeščanjem tega daljnovoda na omenjeni trasi. Na kratko povedano, bom čisto povzel, ne nasprotujejo gradnji kot taki, ampak želijo pa res eno resno razpravo, kot je že Marjana Kamnik omenila, da bi se z njimi dobili tudi vi kot župan, da obiščete tudi Janeče in da se usedete s temi krajani in da lepo se pogovorite, ker sem prepričan, da bi potem lahko tudi malo bolj pomirili določene ljudi. Jaz tule več ne morem kaj drugega reči kot to, da sem v bistvu razočaran, da demokracija pri nas ne deluje tako, kot si bi je želel. Namreč na eni strani imamo investitorje, ki hočejo hitro graditi, na drugi strani imamo politiko, ki to pač more omogočiti, vmes so pa ljudje in z njimi nihče ne komunicira, razen takrat, ko je že prepozno, da bi se lahko kaj optimiziralo, spremenilo ali pa kaj drugače naredilo. Jaz si ne želim, da se to še kdaj v prihodnje ponovi, zato pač izročam županu te podpise krajanov, ki izražajo zaskrbljenost in tudi na nek način željo po tem, da bi se z vami, pa z ostalimi tudi pogovorili o tej temi. Tako da hvala, toliko z moje strani. Hvala. Ja. Še kakšna razprava, no? Hvala, gospod Mrženović. Saj ne lahko aplavz, no. No, sem mogoče v zagovor komunikaciji, ki vendarle je potekala, no, da ne bi svetniki imeli vtis, da ni bilo nobene komunikacije z občani Janeč, no. Da je tu obravnavala krajevna oziroma četrtna skupnost Janeče, te predloge tras, bile so javne razgrnitve,
Bile so seveda študije variant, ki so bile javno razgrnjene, dobivali smo se posamično z občani, neke komunikacije je bilo, ampak to ne pomeni, da je ne bo, tudi naprej bo, no, tudi v skladu s tem, ko ste dali podpise. Obljubljam, da se bomo dobili z njimi in seveda pogovorili, ampak da ne bi imel vtisa, no, da se nismo nič pogovarjali, seveda smo se tudi določene stvari pogovarjali do danes. No. Kar itak nas tudi zakon sili k tem. No. Še kakšna razprava? Prosim, gospa Kamnik. Zdaj kot svetnica, prej kot predsednica odbora. Jaz bi samo kot pojasnilo, moje mnenje oziroma moj predlog je bil zaradi tega, ker ste vi na odboru tako odlično predstavili stvari, da če bi enako bilo predstavljeno ljudem, torej zainteresirani javnosti, je že bilo več teh razprav, da bi jih mogoče pa vseeno ne bi bilo teh vprašanj glede tega sevanja, a ne, jaz moram reči, da ste me potolažili to, kar je bilo uvodoma tudi rečeno, mislim, da je jasno, ampak samo v tem smislu, drugače pa jaz bom absolutno glasovala za. Hvala, gospod Kamnik, za razpravo. Dobro, če ni več, predlagam sklep. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem je obravnaval in se seznanil s preverbo ustreznosti strokovne ocene vpliva na okolje za RTP 220/110/20 kV Ravne z razpletom daljnovodov in strokovne ocene vpliva na okolje za 220 kV priključni daljnovod izdelal VGP Maribor DOO številka preverbe 4172/22 februar 2022 v nadaljevanju preverba in jo potrdil. Preverbo je potrebno dostaviti Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja zahtevo, da gradivo v nadaljnjih postopkih predloga DPN ustrezno dopolnijo z ugotovitvami preverbe. Preverba se javno objavi na spletni strani občine. Kdo je za? 16 za, kdo je proti? Nič proti, v tom, da je sklep sprejet. In pa so tisti dodatni sklep, da se s krajani sestanemo in pa bomo še gospod prosili, no, za to dodatno udeležbo. Aha, da še prije zraven, ja. Dobro. Hvala lepa in tudi vam hvala za udeležbo na današnji seji. Naprej gremo z dnevnim redom, torej 8. točka dnevnega reda, predlog odloka varnostnega sosveta občine Ravne na Koroškem, prva obravnava. Prosim za predstavitev gospod Darjo Čepin. Hvala za besedo. Z odlokom se ustanavlja varnostni sosvet kot skupni projekt partnerskega sodelovanja med občino in policijsko postajo. 35. člen zakona o organiziranosti in delu v policiji, policijske uprave in območne policijske postaje v okviru svojih pristojnosti sodelujejo z organi samoupravnih lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalnem okolju. V ta namen se tudi ustanavljajo sosveti kot dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja za zagotavljanje večje varnosti, pri čemer se v ustanovitvenem aktu določijo področje, območje in način njihovega delovanja. Pri nas sosvet že kar nekaj let deluje in trenutno imamo veljaven sporazum o ustanovitvi sosveta policijske postaje Ravne in občine Ravne, ampak iz leta 2007, prav tako pa poslovnik sosveta, ki pa je še iz daljnega leta 1999. Tako da ključni razlog za sprejem tega odloka je pravzaprav posodobitev določb. Sam odlok je v bistvu zelo kratek in navaja zgolj osnovna določila zakonsko predpisana, kot so namen ustanovitve, sestavo sosveta in njihov mandat ter način delovanja. Vse ostale naloge in način delovanja sosveta pa bo podrobneje urejal poslovnik, katerega pa sprejme sam sosvet na eni izmed svojih sej. Hvala. Hvala, gospod Darjo Čepin, za predstavitev tega predloga odloka. V prvi obravnavala je to še Komisija za statut in normativno pravne akte. Prosim, predsednico, gospod Ranc. Dober dan vsem. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog odloka o ustanovitvi varnostnega sosveta občini Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je skladen z zakonodajo in primeren za obravnavo na občinskem svetu. Hvala predsednici komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta.
Če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o ustanovitvi varnostnega sosveta Občine Ravne na Koroškem v prvi obravnavi. Kdo je za? 17 za, kdo proti? Zdaj, ker ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bo besedilo odloka enako kot v prvi obravnavi v skladu z 80 členom poslovnika občinskega sveta, predlagam, da se prva in druga obravnava združita. In dajem ta predlog sklepa v razpravo. Če ne, torej predlagam, da se prva in druga obravnava odloka o ustanovitvi varnostnega sosveta združita. Kdo je za? 17. Kdo proti? Torej odpiram razpravo v drugi obravnavi tega odloka. Ne vidim rok. Torej predlagam sklep. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o ustanovitvi varnostnega sosveta Občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 17 za. Očitno je to tudi soglasno glede na prisotnost. Hvala. Naslednja točka dnevnega reda je predlog pravilnika o urejanju območja urbanih vrtov med Čečovjem in Suho. Tu gre za območje, kjer se gradijo ti stanovanjski bloki, torej tako po domačem imenovano Senica Tunf. In ta pravilnik je pred vami ureja samo to področje urbanih vrtov. To ni pravilnik, ki bi urejal hkrati še druge vrtove, ali so da v urbanem naselju Čečovje ali na Piglu. In prosim gospodarja Čepin, da predstavi ta predlog pravilnika, torej za samo to območje. Prosim. Na prejšnji seji občinskega sveta je bil sprejet odlok o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva, ampak na območju celotne občine, ki je tudi bil podlaga za pripravo in sprejem tega pravilnika, ki je danes pripravljen. Kot je že vsem poznano, bomo v letošnjem letu v okviru projekta LAS oziroma smo že pristopili k izvedbi te ureditve skupnostnih urbanih vrtov na območju med naseljem Čečovje in Suho oziroma Senica Tunf, kjer bo urejenih 22 manjših vrtičkov v izmeri 30 kvadratnih metrov in pa 4 visoke grede. Urejen bo tudi skupni objekt, vodan, kompostniki. In v zvezi z oddajo vrtičkov v zakup je pripravljen tudi ta pravilnik, ki določa splošne pogoje in merila za oddajo vrtičkov v zakup, urejanje, opremljenost in pa način oddaje ter pa zakupnino. Če mogoče izpostavim nekaj glavnih pogojev in meril, ki so v tem pravilniku. Posamezni zakupnik bo lahko najel največ en vrtiček. Na vrtičku ne bo dovoljeno postavljanje kakršnihkoli objektov ali rastlinjakov. Vrtički se bodo v zakup oddali na podlagi javnega zbiranja ponudb. Splošna pogoja sta stalno prebivališče v naši občini in da zakupnik nima zemljišča primernega za predelavo vrtnin. Potem merila, ki bojo veljala v primeru, če bo oddanih več ponudb, kot je vrtičkov na voljo. Ta so pa sledeča, torej gre za večje družine oziroma družine, ki imajo 3 otroke in več, ki so jih seveda še dolžni preživljati, bojo lahko prejeli 50 točk. Potem bo tudi vezano merilo na cenzus, ki je določen za občinsko denarno pomoč, torej kdor ne bo presegel tega cenzusa, bo lahko prejel dodatnih 50 točk. Potem tretjo merilo, da vlagatelji, ki so starejši od 55 let ali imajo status upokojenca, tudi 50 točk. Vlagatelj, ki živi v življenjski skupnosti in jo ta pravilnik definira kot mlado družino, lahko tudi prejme 50 točk, in pa vlagatelj, ki dejansko živi v bližini vrtičkov v oddaljenosti do 500 metrov, ta se bo merila z uradnim daljnometrom, Google zemljevide, bo tudi lahko prejel 50 točk. Zakupnina, ki bo določena oziroma je že določena za celotno območje občine Ravne, ki znaša trenutno 0,25 evra na kvadratni meter, se bo plačevala enkrat letno za naprej. Tu pa bojo nastali tudi neki obratovalni stroški, ki jih drugje v tem trenutku ni, na drugih vrtičkih, tule pa bojo, od elektrike, vode, vzdrževalnih del. To pa se bo plačevalo polletno za nazaj, pač glede na porabo.
Zdaj zaključek projekta načrtujemo nekje do konca poletja oziroma do začetka jeseni. Do takrat pa tudi načrtujemo zaključek tega postopka oddaje vrtičkov v zakup, tako da bojo lahko dejansko vrtičkarji v spomladanskem času naslednje leto lahko že pričeli z predelovanjem vrtnin. Hvala. Hvala za predstavitev osnutka pravilnika. Zdaj, če je kdo spremljalo, bi rekel ustno prezentacijo in pa pravilnik ni šlo skupno, pa mislim, da bo predsednica komisije za tudi to pojasnila, prosim. Ja, iz razloga, da pač sledimo že sprejetemu odloku, pa namenu urejanja vrtičkov, smo mi v razpravi malo predrugačili pravila oziroma merila za oddajo. Tam pod drugo točko 11. člena se je dodaja besedne zveze, ki jih je še dolžan preživljati. Pri tretji točki se ta starost iz 65 zniža na 55 let in pa pri točki 5 predbiva doda dejansko, torej dejansko biva, in pa da se oddaljenost zniža iz 1000 metrov do 500 metrov. Pri tej peti točki se pa doda še način, kako se meri ta oddaljenost dejanskega bivanja do vrtov, torej s tem uradnim daljnomerom. Teda toliko to smo imeli mi. In seveda sprejeli sklep. Komisija za statut in normativno-pravne akte je obravnavala predlog pravilnika za urejanje območja urbanih vrtov med Čečovjem in Suho in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta s podanimi pripombami. Hvala. In te pripombe torej so že vključene v predlog sklepa, ki ga je poročevalka predstavila. Naslednji odbor je bil odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Prosim, predsednik gospod Kacil. Vi ste obravnavali na prejšnji seji odbora. To se pravi, odbor se je seznanil z urejanjem vrtičkov na območju Čečovja in predlaga občinskemu svetu, da to potrdi. Hvala. Hvala predsedniku odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme pravilnik za urejanje območja urbanih vrtov med Čečovjem in Suho. Kdo je za? 16 za. Kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda. Obravnava poročilo poslovanja javnih zavodov na ravni občine v letu 2021. To je redna letna točka, kjer predstavimo seveda finančno poslovanje javnih zavodov. Verjamem, da so svetniki letos dobili tudi letna poročila. Letna poročila, kot je bil enkrat pač že sklep občinskega sveta. Danes pa torej obravnavamo to sintezno poročilo oziroma seveda posamična poročila o poslovanju javnih zavodov. Pridružili so se nam tudi nekateri direktorji naših javnih zavodov. Lepo pozdravljeni. Zdaj uvodoma ni mišljeno, da poročate, ampak zagotovo ste na voljo za vprašanja glede seveda svojih zavodov, ki jih vodite. Zato prosim zdaj uvodoma, da gospod Damjan Hovnik iz občinske uprave Ravne torej predstavi njegove letošnje ugotovitve. Prosim. Hvala za besedo. Kot vsako leto sem tudi letos naredil analize javnih zavodov v občini Ravne na Koroškem. Pri analizi izkazov uspeha sem ugotovil, da so vsi javni zavodi, vseh 14 javnih zavodov poslovalo s presežkom prihodkov nad odhodki. Največji presežek je ustvaril zdravstveni dom Ravne na Koroškem s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 803 860 evrov. Koroške lekarne s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 620 336 evrov in zdravstveno-reševalni center Koroške v višini 334 828 evrov. Skupni presežek vseh javnih zavodov v letu 2021 pa je znašal 1 878 948 tisoč evrov. Povečanje glede na leto 2020 presežka prihodkov nad odhodki je znašalo 1
037 931 evrov. Analiziral sem tudi bilance stanja, katere nam povedo, s kakšnim premoženjem razpolaga posamezni poslovni subjekt. Javni zavodi so v letu 2021 razpolagali z 43 milijonov 136 tisoč 179 evrov premoženja. Vrednost aktive se je glede na leto 2020 povečala za 1 812 825 evrov. V prilogi ste dobili za sejo tudi vsa poslovna poročila od posameznih javnih zavodov v PDF obliki, analize v Excelovi obliki ter bilance oddane na iPes. Hvala. Hvala gospodu Damjanu Hovniku za to uvodno predstavitev. To je obravnaval tudi odbor za proračun in finance. Čeprav razumem, poročevalka Darja Krevzelj, prosim. Ja, odbor za proračun in finance se je seznanil s poročilom o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021 ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala predstavnici odbora za proračun in finance. Odpiram razpravo občinskega sveta glede tega poročila o poslovanju javnih zavodov. Prosim, gospod Ranc. Lep pozdrav vsem, ki ste se nam zdaj pridružili. Zelo obsežno gradivo smo dobili od zavodov, pravzaprav tudi vse tisto, kar vaši sveti zavodov obravnavajo. Pa bi mogoče čisto povprašala vse predstavnike, ki ste se danes udeležili seje, a je v vaših zavodih karkoli takega, kar se vam bi zdelo vredno nekako nam predstaviti, posebej izpostaviti nam, pa tudi našim občanom. Če kdo ima kak tak dosežek, ki ga je vredno deliti. Hvala za to pobudo našim direktorjem, novim direktorcam javnih zavodov, če bo kdo kaj izpostavil po lastni presoji. Gospod Omerzel se je prijavil k besedi, k razpravi. Hvala za besedo, gospod župan. Jaz se bom dotaknil dvojega. Kot prvo sem vesel, da se pozitivno posluje. Prvo, torej zdravstven dom, 800 pa še nekaj plusa. Mi smo že imeli razprave, kaj bi s tem denarjem mogli narediti, se pravi, ta denar bi se mogel pritočiti oziroma bi mogel priti direktno do občank in občanov. Tega ni. Sliši se marsikaj, ni denarja za zdravnike, ni denarja za osebje, tisto osebje, ki je tam pregoreva, izgoreva, ne plača se tisto, kar bi se moglo plačati, na koncu pa javni zavod, katerega namen je dobrobit, se pravi dostopnost, kvaliteta in tako naprej, ustvari 800 tisoč evrov profita. Mislim, da je tule zgrešeno že iz štarta, da je denar, ki je, se more vračati občankam in občanom na način, da imamo več zdravnikov, na način, da imamo več medicinskega osebja, na način, da imamo nov rentgen, na način, da se vlaga v vse medicinske naprave, za kar je potrebno, ne pa, da se iz leta v leto ustvari milijonski plus na zavodu, ki ne bi smel poslovati z milijonskim plusom, ampak bi mogel poslovati s pozitivno nulo. Direktor, ko je bil nazadnje tule, je zelo vehementno razlagal, ampak očitno pozablja, kdo direktorja odstavlja in nastavlja, občinski sveti, preko sveta zavodov. Mislim, da bo treba tule še enkrat razpravo opraviti, zato ker, ko slišiš, da ljudje nimajo osebnega zdravnika, ko slišiš, da nimajo zobozdravnika, ko slišiš, da so na 30-40 let starih napravah nekateri preiskovani, imamo pa 800 tisoč evrov plusa vsako leto, to je nekaj konkretno narobe, to je prvo. Kot drugo, me veseli, da je danes direktor ZKŠTM-ja tule. Moram pohvaliti, da je plus, se pravi, da je ustvarjen plus, hkrati sem pa v gradivu zasledil še enkrat, da je potrebno razmisliti o reševanju zavoda v smislu likvidnosti. Mi smo, kar se tiče budžeta, namenili, pa ne me župan popravi, med 300 pa 350 tisoč evrov je več šlo na vsebine na celoten ZKŠTM kot tako. Moramo se zavedati dvoje. Kot prvo, imamo izvrstno športno infrastrukturo, ki pa je izjemno draga za vzdrževanje. In tule še enkrat moj predlog, kar bo me tudi, upam, da direktor podprl, oziroma bi želel, da se upravi razprava o tem, da se zavod razdeli na dvoje. Da se zavod razdeli na način, da se vidi, kje so prihodki, kje so odhodki, kje so minusi in tako naprej. Ker da bomo zadevo vsako leto metali, da je to jama brez dna,
mislim, da ni v dobrobiti nobenega od nas. Še enkrat pa, direktor je ni dolgo v tem, ker govorimo to o več kot 10 let trajajoči zgodbi, ustvarja plus, aktiva se zvišuje, dejstvo je pa, da je še vedno po številkah, ki so nam bila dane na razrez 2021 na 1. junij, govorimo o 500 000 kratkotrajnih obveznostih. Se pravi, nekdo lahko ugasne zavod za eno izvršbo. In to se moramo, glede na to, da govorimo o občinskemu denarju, se moramo pogovoriti o tem temeljito na način, da ohranimo vse, kar imamo zdaj, še enkrat, izvrstno infrastrukturo, ampak moramo pa malo bolje se zavedati, da za ohranitev take infrastrukture je potrebno nameniti ali več sredstev ali pa nekako drugače začeti upravljati s tem. Hvala. Hvala gospodu Mrzelu za razpravo o obeh zavodih. Zdaj direktorja zdravstvenega doma ni, ampak verjamem, da se da bo to še lahko na dnevnem redu. Bilo je že 2-krat na seji občinskega sveta. Še kakšna razprava strani svetnikov, svetnic? Če ne, morda bi rekel na prvo pobudo, svetnice Ranc, če bo kdo se odzval. Z nami je 6 direktorjev. Prosim, gospa Hribernik, direktorica Koroškega galerije, likovnih. Ne, tam prosim, ja. KGLU. Torej, lep pozdrav. Jaz bi rekla, recimo, kar je taka zelo pomembna pridobitev, pa mislim, da tukaj govorim tudi v imenu Koroškega pokrajinskega muzeja, je ta, kar smo v bistvu skozi opozarjali, Koroška galerija, obe občini ustanoviteljici, tako Ravne kot Slovenj Gradec, Koroški pokrajinski muzej, verjetno tudi ostale, da smo imeli depojsko problematiko, ki se pa je z lanskim letom, letošnjim razrešila. Tako da v bistvu občina Slovenj Gradec, pa tudi občina Ravne nam tukaj pomaga pri opremi depojev, tako da dejansko Koroška galerija bo z letošnjim letom imela to problematiko rešeno, kar je bilo v bistvu zelo velik problem zaradi zbirke, ki se pa dejansko skozi veča. Tako da evo to z moje strani, tudi Koroški pokrajinski muzej je tukaj zraven, ne zdaj direktorja ne vidim, ampak to mogoče kot ena informacija, da ste tudi vi informirani, kaj se dogaja v bistvu tudi strani kulturnih ustanov, kjer smo več občin vključenih. Tako da hvala lepa. Hvala direktorici, gospod Hribernik. Če ni več, torej lahko prehajamo na glasovanje. In sicer predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021 in ga sprejema. Kdo je za? 17 za. Mislim, da je to glede na soglasnost, glede na prisotnost tudi soglasno. Hvala. Hvala direktorjem tudi in direktoricam za udeležbo pri tej točki dnevnega reda. 11. točka, naslednja naša točka, podaja soglasja k višini dela plače za delovno uspešnost ravnateljem oziroma direktorjem javnih zavodov. Tu prosim za predstavitev gospo Marijo Vrhovnik Čas. Hvala za besedo, lep pozdrav. Strani svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Ravne, smo prejeli predloge ocen delovnih uspešnosti direktorjev oziroma ravnateljev ter predlagane višine delovne uspešnosti. Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju višino dela plače za redno delovno uspešnost določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, se pravi sveti zavodov. Organi so to opravili in nam posredovali predloge. Občinski svet kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj javnih zavodov na podlagi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju poda soglasje k višini dela plače za delovno uspešnost, ki so jo določili zavodi. Pri javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina in ni financer zavoda, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministrstva. Merila so ugotavljanje delovne uspešnosti so na podlagi 3. odstavka zakona o sistemu plač v 22a členu določena s pravilniki resornih ministrstev in sicer po posameznih področjih javnega sektorja. Hvala. Hvala za predstavitev točke. 2 odbora, odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. Prosim, predsednica gospa Kristan. Lep pozdrav.
Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil s sklepom, a lahko kar vseh svetov zavoda, da ne berem. Po moje, ni treba brati, no, svetniki imajo. Ja. In predlaga občinskemu svetu, da k sklepu poda soglasje. Hvala. Hvala. Vse mislim, da imajo svetniki to gradivo, vseh 8 točk in tudi na ekranu. Ja, no. In pa odbor za proračun in finance, predstavnica gospa Krevzelj, prosim. Tudi odbor za proračun in finance se je zaznanil s sklepom vseh zavodov in pa predlaga občinskemu svetu, da k sklepu poda soglasje. Hvala za obe poročili delovnih teles. Odpiram razpravo občinskega sveta k 8 točkam. No, v bistvu lahko razpravljate o vsaki posamični točki ali pa o paketu po želji. Če ni razprave, a se strinjate, da glasujemo v paketu teh 8 sklepov, razen če bi kdo želel pač posamečni sklep med, ok. Dobro, torej predlagam sklep, ki se glasi občinski svet občine na Koroškem daje soglasje k sklepu Sveta zavoda osnovne šole Preživega Voranca, Sveta zavoda osnovne šole Koroški Jeklari, Sveta zavoda osnovne šole Ričevega Drečka, Sveta zavoda glasbene šole, Sveta vrtca Ravne, Sveta Koroške srednje knjižnice, Sveta ljudske univerze Ravne na Koroškem, mestnega sveta mestne občine Slovenj Gradec. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet, oziroma vseh 8 točk sprejetih. 12. točka dnevnega reda obravnava poročila o izvedenih operacijah lokalne akcijske skupine oziroma LAS Mežiške doline na območju občine na Koroškem v obdobju 2014-2020. Tukaj točko predstavi, smo se dogovorili tako direktno, naša nova gostja, no, to je gospa Viktorija Barbič, direktorica Alpeca DOO oziroma tudi odgovorna glavna na LAS-u in prosim gospod Barbič, da predstavi, če se da v roku 5 minut, no, svetnikom to gradivo. Ja, lep pozdrav. Bom probala v 5 minutah na kratko. Sicer ste itak dobili v gradivu tudi malo več opisano, a ne vseh teh, ker projektov v tem obdobju je bilo kar veliko. Najprej številke, čist na kratko. Skratka, pri LAS Mežiške doline izvajamo 3 vrste operacij. Eno so operacije oziroma projekti izbrani na javnih pozivih LAS. Takih smo do zdaj, je upravni odbor potrdil 19 takih operacij, 15 operacij je že bilo izvedeno, sredstva izplačana in pa 4 operacije se še izvajajo. Potem imamo zelo pomemben del za našo Mežiško dolino, to so skupne operacije območja LAS, torej za celo dolino. To je vedno prijaviteljica LAS Mežiške doline, partnerice so vedno vse 4 občine Mežiške doline. V tem programskem obdobju smo pripravili 10 takih skupnih operacij, 7 jih je zaključenih, 3 pa še izvajamo. Potem so pa tu še operacije sodelovanja LAS, to so pa tisti projekti, ki jih skupaj pripravljamo partnerske LAS po Sloveniji, pa tudi iz tujine partnerji. Ponavadi podprejo tako operacijo sodelovanja tudi naše občine v Mežiški dolini. Zdaj zneski. LAS Mežiške doline je dobila dodeljena sredstva za to programsko obdobje skupaj v osnovno, pa potem še neki nagradne bonusi in to, skupaj 1 522 606 evrov. Potem skupna vrednost potrjenih operacij, že izvedenih ali pa v izvajanju, torej komplet vrednost projektov je 2 416 650. To je seveda skupaj sredstva evropska pa prijaviteljev. Izvajalcem pa so bila izplačano do zdaj sredstva v višini 1 117 786. Lastna sredstva prijavitelju oziroma izvajalcev teh projektov so bila pa v višini 894 000. 404 000 evrov bo še izplačano do konca leta 2023. To so tisti projekti, ki so trenutno še v izvajanju in se vsi zaključijo v naslednjem letu. Zdaj pa, če pogledamo občino Ravne. Občina Ravne je kot prijaviteljica v okviru LAS izvedla oziroma še izvaja operacije, projekte v višini 722 046 evrov.
ki so financirana z evropskimi sredstvi v višini 511 060 evrov. To je samo občina kot taka, ne. Potem imamo še pa ostale prijavitelje iz območja občine Ravne, ki tudi izvajajo aktivnosti, ki nekako doprinesejo za dobrobit prebivalstva v tej občini. So pa te ostali izvajalci pa izvajajo projekte v višini 391 960 in bojo sofinancirani oziroma so že v vrednosti 286 000. Torej, skupna vrednost teh projektov, ki se na območju občine Ravne izvajajo, so večinoma že zaključeni, je 1 114 000. Skupaj v občini Ravne bo potem takem izplačano evropskih sredstev iz naslova LIDER oziroma CLLD programa 797 000 evrov. Tako da to so bile številke na kratko. Zdaj pa, da samo omenim tiste nekako največje projekte, ki se izvajajo v tej občini oziroma jih občina sofinancira poleg evropskih sredstev. Zdaj, en tak večji je povezani za vse generacije, je v izvajanju, se financira iz kmetijskega sklada, to je skupni projekt območja Las. Celotna vrednost tega projekta na območju Mežiške doline je 332 000, sofinanciran bo v višini 225 000. Občina pa dobi sofinancirano svoje aktivnosti v tem projektu 98 225. Zdaj pa na hitro, kaj se bo izvajalo. Tu v tem projektu gre za kar en tak skupek različnih aktivnosti, če jih naštejem nekaj. Nakup rekreacijske opreme v zimskem bazenu, potem smo prestavili igrišče ob osnovni šoli Prežuhovega Voranca, za večnamensko dvorano v Kotlah je bila nabavljena pregradna zavesa, zavese na odru, oprema čajne kuhinje, ozvočenje in tako naprej. Zunanja športna oprema na Javorniku, se gradi pump track, skratka, kar nekaj teh aktivnosti. Potem se tu izvaja zdaj okolju prijazna Mežiška dolina, v tem vrednost operacije oziroma sofinanciranja 40 000 evropskih sredstev za občino Ravne. Tu gre pa za te urbane vrtove, ki se bojo delali na Čečovju. Potem imamo medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini. Tule dobi občina Ravne sofinancirano 43 000, gre pa za nekaj mehkih vsebin, pa nekaj urejevanja pri kulturnem centru. Potem smo že izvedli zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini. Tu je bila vrednost v občini Ravne 95 460, tu gre za tista igrala, urbani fitness, pasji park, te zadeve so se naredile. Spodbujanje trajnostne mobilnosti, urbana ureditev Mežiške doline, tu je še bilo 38 000 sofinancirano v Ravnah, so pa se postavljali oziroma dopolnjevale te bicikli postaje za izposojo koles. Potem smo imeli, če sam naštejem, ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, tržnice za lokalno in domače, to je šlo za oživljanje tržnic, podeželska mladina, mednarodne kmečke igre, AET rešuje življenje, novi turistični produkti v Mežiški dolini. Potem so pa tu še operacije, ki jih je občina Ravne prijavljala na javne pozive, Lasa, postavitev tradicionalne ročne kovačnice, ki je bila odprta nedolgo nazaj, doživljajski park Poseka tudi že deluje, brezplačni prevozi za starejše in invalide, ta sistem tudi deluje. Tako da zdaj teh projektov je ogromno, da jih niti ne naštevam. Tu so potem še vsi projekti, ki jih izvajajo drugi prijavitelji na območju občine Ravne. Potem imamo pa tu, če sam še omenim, projekte sodelovanja LAS, to so pa tisti projekti, ki se izvajajo na območju Mežiške doline, pa tudi po raznih delih Slovenije. Tu je bila Medovita, recimo v Mežiški dolini smo pač sodelovali s čebelarji. Zdaj, če bi pa povedala, aktualna je skupaj za varni jutri, tule so se postavljali AET aparati, se je dopolnjevala ta mreža,
en kup enih usposabljanj za temeljne postopke oživljanja, to traja že od lani septembra, če ste malo spremljali, se teh tečajev naredilo ogromno. Skratka, to se še izvaja, pa ena zelo taka meni ljuba, pa verjetno še komu je pa Čebela bere med, to je pa ta naša grajska kavarna, ki je bila tudi lani narejena, pa tudi je bila otvoritev. Tako da, to je zdaj zelo na hitro, no. Hvala, gospod Dori Barbič. Vse svetniki tako imajo gradivo, pa so da so sprejemali vse te odločitve sproti. To ni obravnaval noben odbor, torej odpiram kar razpravo občinskega sveta. Temu poročilo, če ni. Torej predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z izvedenimi operacijami Las Mežiške doline na območju občine Ravne na Koroškem v obdobju 2014 do 2020. Kdo je za? 17. Soglasno sprejeto. Hvala, gospod Viktorij Barbič. 13. točka dnevnega reda, poročilo o delu medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2021. Z nam se je pridružila gospa Jelka Klemenc, vodja medobčinskega inšpektorata Koroške, in zopet prosim njo torej za poročilo. Svetniki ga samo imajo v pisni obliki, ampak vendarle, če ga predstavite, če je možno, v okviru 5 minut, prosim. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem. Jaz bom čisto na kratko. Zdaj to smo že lani povedali, da medobčinskega inšpektorata Koroške ni več, zdaj je medobčinski inšpekcijski nadzor, ki spada pod skupno upravo občin Mežiške doline in občine Dravograd. 2 inšpektorja smo še vedno zaposlena, pisarno imamo pa v Dravogradu. Zdaj morda v letu 2021, za katero je to poročilo tudi pripravljeno, je bilo posebno zato, ker je še vedno smo delali pod vplivom teh omejitev v zvezi z COVID-om in je zato tudi delo naše malo drugače potekalo, no smo pa zato več pozornosti posvečali preventivi in pa izobraževanju. To leto je namreč tudi bilo leto sprememb v zakonodaji. Spremenil se je gradbeni zakon, objavljen je bil gradbeni zakon 1, pa zakon o urejanju prostora 3. Ta 2 zakona se začneta uporabljati naslednji teden, to se pravi s 1.6. Potem pripravljala se je sprememba zakona o varstvu okolja 2. Ta zakon je bil sprejet sicer letos, v začetku leta, veljal od aprila naprej. Potem tudi zakon o cestah 2 je se je spreminjal, bil tudi najprej sprejet, potem pa državni zbor dal veto, tako da zdaj zaenkrat velja še obstoječi stari. Zdaj morda bi poudarila še to, da pač to tudi vedno poudarjam, da predvsem pri našem delu zasledujemo javni interes. To je treba povedati, ne zasebnega samo v toliko, da zadostimo potrebam za zagotavljanje javnega interesa. To recimo, če praktično povem, tam, kjer gre za probleme 2 sosedoma, tam mi ne delujemo. Ne. To je velikokrat treba tudi občanom razložiti, tako da precej časa midva z kolegom porabiva oziroma namenima tudi komuniciranju z občani, se velikokrat obračajo na naju, tako da pač poskušamo, tudi če midva ne moremo kaj pomagati pri njihovih težavah, da pač vsaj predlagamo, kam se naj obrnejo in na kak način naj to rešijo. Inšpekcijski postopek, kot vemo, se vedno začne po uradni dolžnosti, lahko pa na 2 načina, ali na podlagi zasebne oziroma osebne zaznave inšpektorja, ali pa na podlagi prijav, ali pa kakih pobud, predlogov in tako naprej, vendar inšpektorji nismo vezani na te prijave. Tako to pomeni v praksi, da mi pač pregledamo zadevo, ki jo nekdo prijavi in se potem odločimo, ali je to stvar, za katero je treba inšpekcijski postopek uvesti ali pa ne. Zdaj najpogosteje obravnavana področja so podobno kot vsa prejšnja leta, ceste, odpadki, odpadne vode, v vseh občinah približno enako. Zdaj, če pa samo na kratko še pogledam prav za občino Ravne, jaz sem malo tule pripravila procente
v primerjavi z zadevami, ki smo jih odprli za vse občine, koliko recimo odpade na občino Ravne. Tako da na področju cest približno 26 pa še nekaj procentov od vseh odprtih zadev lani. Odpadki celo kar 50%, odpadne vode pa celo 60%, v primerjavi z vsemi občinami skupaj. Ostalo je pa potem manj. Zdaj pa sem se tako nekod zamislila, da malo pri tem poročilu bolj podrobno povem za področje cest na območju občine Ravne. Naj poudarim, da upravljavci je občinska uprava, upravljavc cest. Zakonodaja, ki pa določa, kaj se na cestah lahko dela, je pa okvirni zakon, zakon o cestah, potem pa odlok o cestah in seveda vsi podzakonski akti. Največ težav ali pa problemov, kar se tiče inšpekcije, so v zvezi z vegetacijo. To so žive meje, drevesa, grmovje, visoko rastlinje in tako naprej. V glavnem gre pa za to, da vsa ta vegetacija sega na cesto oziroma omejuje preglednost ceste. Glede na to, da je treba zagotoviti varnost na cestah, to je naša prva in glavna smer dela, to pomeni, da je treba pač to porezati. Ogledala, ki so velikokrat opcija za reševanje teh problemov, naj povem, da niso 100% nadomestilo in se tam, kjer se da odstraniti to vegetacijo, pravzaprav sploh ne bi smela postavljati. Itak pa tudi ne izven naselij. To je neka rešitev v naselju, ki pa ni tako 100% kot pa recimo tisto, kar mi vidimo brez ogledala. No, potem drugo tako je področje delo na ali pa ob cesti. To v praksi pomeni, da nihče od nas ne more brez soglasja upravljavca, kar smo rekli, da je občina oziroma občinska uprava, nekaj na cestah delati. To pa zato, ker občinska uprava oziroma upravljavc odgovarja za to, kar se na cesti dogaja, in če on ne ve, da nekdo nekaj posega, tudi ne more potem te zadeve urejati oziroma preprečiti, karkoli bi se tam lahko zgodilo. Kazni za dela brez soglasij so kar visoka, gre za 2000 evrov, recimo za en tak prekršek, tako da tu smo tudi kar pozorni in ni odpustkov v takih primerih. Potem je tudi tu onesnaženje ceste, to je tudi kar precej takih problemov, ko se s traktorjem ali pa s kakim tovornjakom kdo pripelje na cesto, pa onesnaži cesto. Če bi ta isti človek oziroma voznik, ki to naredi in ne prej očisti traktorja, kar seveda jaz vem, da ni vedno najlažje delo, če bi se potem pripeljal z biciklom ali pa z motorjem, pa na tisti zemlji, ki se nabere na cesti, padel, verjetno ne bi bil oziroma bi enako gledal na tudi problem, ko pa vsi ostali, ki tam uporabljajo cesto potem. Potem je pa še varovalni pas ceste, to naj samo še povem, da je v odloku ravnskem pri lokalni cesti 10 metrov varovalnega pasa na vsako stran ceste, javna pot ima 5 metrov, kolesarska pot pa 2 metra. In ta pas ob cesti je varovano območje, kar pomeni, da vsak, ki hoče tam karkoli delati, mora dobiti soglasje. Zdaj to navadno ni problem, če gre za stvari, ki ne vplivajo na cesto oziroma na promet na cesti. Tako da to je tudi kar precej obsežno področje, ki ga pač mi nadziramo. Druge take stvari so manjše, gre pa tudi recimo za priključke na cesto, ko si nekdo pač misli, da on rabi dostop do svojega zemljišča, pa si naredi na cesto priključek, pa plus tega si še obrnem robnike, da bo lažje vozil, žal, brez soglasja ne gre. To so stvari, ki se tičejo cest in tu imamo kar precej dela. Odpadki pa, tako vemo, da so problem, ločevanje, pa odmetavanje izven kontejnerjev, pa nepravilno odlaganje na ekoloških otokih. Ostale zadeve pa so poznane, niso pa v občini Ravne recimo tako v nebo vpijoče. Hvala, gospod Klemenc. Hvala za to poročilo. To tudi niso odbori obravnavali, torej odpiramo razpravo občinskega sveta, k tej seznanitvenem poročilu o delu inšpektorata oziroma medobčinskega inšpekcijskega nadzora v preteklem letu.
Če ni vprašanj, torej predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o delu medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2021. Kdo je za? 17 za, soglasno. 14. točka, imamo 3 poročila, 14.1. Hvala, gospa Klemenc, in želim še uspešno delo naprej. Prvo poročilo je 14.1. je poročilo o aktivnostih v okviru projekta Starosti prijazna občina za leto 2021. Prosim, če točko predstavi gospa Darja Čepin. Na kratko, no. Ja, kot občina Ravne že v bistvu od leta 2012 ima certifikat starosti prijazna občina in v okviru katerega tudi smo zdaj pred kratkim novelirali strategijo aktivnega staranja 2022-2027 in v okviru te strategije potem tudi vsako leto izvajamo aktivnosti in pa programe pa projekte. V okviru tega projekta tudi se redno sestaja občinski odbor mestnih seniorjev, ki potem tudi potrdi te naše aktivnosti. Če mogoče izpostavim največje aktivnosti v lanskem letu, to so pravzaprav prevozi, brezplačni prevozi za starejše in invalide, ki smo jih sicer pričeli že v letu 2020, ampak vseeno lansko leto vsak mesec pravzaprav lahko beležimo večje število prevozov, prevažamo starejše in tudi invalide. Potem je recimo projekt e-oskrba, kjer sofinanciramo nakup te opreme za starejše, če se pač kjermu doma kaj zgodi, da pade, karkoli, se vzpostavi ta pomoč. Potem tudi določene aktivnosti v zvezi z ki so povezane tudi mogoče z naslednjim poročilom občina po meri invalidov, kjer odpravljamo arhitektonske ovire, znižamo pločnike, tako da je bilo v lanskem letu, je bila strategija oziroma ukrepi so bili izvedeni v višini 11.500 evrov. Drugače se je pa ta postavka izvrševala še v okviru tudi drugih proračunskih postav, tako da v skupni višini 93.271 evrov. Hvala za poročilo, gospod Darja Čepin. Prosim predsednico odbora za zdravstvo in socialno varstvo, gospod Kamnik. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval poročilo o aktivnostih v okviru projekta Starosti prijazna občina in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju strategije za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti občine Ravne na Koroškem za leto 2021. Kdo je za? 17, soglasno. Točka 14.2. Poročilo o aktivnostih v okviru projekta občina po meri invalidov za leto 2021. Zopet prosim za kratko predstavitev gospod Darjo Čepin. Ja, tudi v lanskem letu je deloval svet za invalide, ki tudi vsako leto potrdi in sprejme akcijski letni plan. Zdaj mogoče bi izpostavila samo največjo aktivnost, to je bil javni razpis za nakup invalidskih pripomočkov in ureditev bivalnih prostorov. Tu smo sofinancirali kar 3 večje projekte in sicer po 5.000 evrov, da smo pomagali občanom pri nakupu tega dvižnega oziroma stopniščnega dvigala v 2 stanovanjskih blokih, z enim notranjim dvigalom pa tudi v stanovanjski hiši fizične osebe. Z nekoliko manjšimi zneski pa smo tudi sofinancirali nakup ostalih pripomočkov invalidskih. Prav tako pa, kot je bilo že bilo prej povedano, smo izvajali tudi odpravo arhitektonskih ovir z nižanjem pločnikov, urejanjem teh robnikov in ostalih ovir. Hvala. Hvala, gospod Darja Čepin.
en isti odbor, no? Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, prosim, gospa Kamnik. Tudi to poročilo je obravnaval naš odbor in predlagal občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala. Odpiram razpravo glede tega poročila 14.2. Če ni razprave, za nekoliko manj svetnikov, da ne bo spet 17. Občinski svet občine na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov občine na Koroškem za leto 2021. Kdo je za? 13 za. Glede na prisotnost je to soglasnost. Eden, če lahko vodnja, pa me ne sprekini z delom. 14.3. Poročilo o aktivnosti v okviru mladim prijazna občina za leto 2021. Prosim, gospod Marija Vrhovnik, čas za uvodno predstavitev. Hvala za besedo. Komisija za mladinska vprašanja občine Ravne v skladu s strategijo za mlade skrbi za izvajanje ukrepov in realizacijo projektov mladih na Ravnah. Zaradi epidemije je bilo delo v lanskem letu okrnjeno. Iz poročila je razvidno izvajanje ukrepov po posameznih strateških usmeritvah v letu 2021. Finančno spodbudo za reševanje stanovanjske problematike je prejelo 14 prosilcev, ostale točke, kar so bile že v preteklih letih izvajanja, se izvajajo tudi v tem obdobju in tudi v letu 2022. Hvala. Hvala za to poročilo. A še dopolnitev? Ne. Odpiram razpravo k 14.3. Poročilo o aktivnostih mladim prijazna občina. Podžupan Vrhovnik, prosim. Hvala lepa. Nasplošno menim, da certifikati, katere smo obravnavali pri tej točki oziroma s poročilom, o katerih smo se seznanili, so dejansko en odraz stanja, bi rekel, dobro organizirane civilne družbe v naši občini in pa tudi aktivnih posameznikov. Zdaj predstavljeno je že bilo veliko, zlasti mi je dobro poznana problematika na področju delovanja sveta za invalide, ker so tam tudi mladi vključeni, zato tudi pri tej točki to poudarjam, da dejansko imamo velik čut, bi rekel, za to humanitarno noto, da imamo ta razpis, ki marsikomu pomaga rešiti te gibalne ovire in polepša vsak dan. In se mi zdi zelo pomembno, da s temi aktivnostmi tudi v bodoče nadaljujemo. Zelo smo tudi, bi rekel, dejavni na področju starejših. Veliko postorimo za njih, kar nekaj aktivnosti imamo vključenih v razne programe, kar se tudi pozna na našem proračunu. Pri mladih je pa tako, ker sem bil do nedavnega tudi sama zelo aktivno vpet v delovanje mladinskega sveta na Ravnah in pa tukaj seveda deluje še klub koroških študentov z pomembnim središčem za mlade, to je Zavod Kompleks. Kolikor so mladi aktivni, toliko se pač zgodi na tem področju. Zdaj, ta certifikat mladim prijazna občina seveda po tistih merilih, ki so dana, Ravne izpolnjujejo, več kot izpolnjujejo vse tista merila in mislim, da povsem upravičeno nosijo Ravne ta certifikat. In tudi, bi rekel, zelo pozdravljam ukrepe, ki jih imamo skozi strategijo za mlade, nekoliko bolj pa pogrešam, da bi bili mladi bolj aktivni pri, bi rekel, analizi realizacije teh ukrepov, ki si bi jih naj mladi sami zastavili. Če zelo pozdravljam to pobudo, da dajemo torej subvencijo pri stanovanjskih kreditih za mlade, torej pri teh obrestih, da smo tu ena redkih občin, ki to omogočamo, da je bilo lani 14 takih prosilcev. To zelo pozdravljam. Namreč reševanje stanovanjske problematike, ki je seveda tudi zelo, zelo povezana z iskanjem zaposlitve, je po moji oceni, bi rekel, največja težava pri mladih in kar bistveno prispeva k temu, ali bodo mladi ostali torej v naši občini, v našem kraju. In tukaj moram biti, bi rekel, tudi samokritičen, da v tem mandatu na področju stanovanjske problematike mladih nismo dovolj postorili. Da smo to možnost imeli, da smo imeli rezervirana sredstva, ki smo jih prenašali iz leta v leto,
ampak da imamo tudi še možnost, da to postorimo, torej bi rekel v letošnjem letu, ki se še ni izteklo, da naredimo nekaj konkretnega. Namreč v mislih imam tiste mlade, ki si ne morejo na trgu privoščiti nakupa stanovanja. Gre za ta neprofitna stanovanja, ki se bi jih namenilo v poseben fond. Namreč to je en konkreten ukrep, s katerim bi mladim pomagali, da ostanejo v naši občini, da tukaj živijo, da na vse zadnje z stalnim prebivališčem tudi prispevajo preko dohodnine v proračun te občine in prispevajo k nekim širšem razvoju naše skupnosti skozi to, o čemer se tukaj odloča na tem občinskem svetu. In bi res pozval k temu, da smo bolj drzni, bi rekel, na tem področju in da več postorimo. Nekaj se premika v smislu stanovanjske gradnje na Ravnah, o tem smo odločali, ampak to gre za tržne principe, za tržni pristop, ki pa si ga vsakdo ne more privoščiti. In mislim, da je v teh okoliščinah in vsej napovedani draginji, ki še prihaja, res čas, da temu področju posvetimo nekoliko več pozornosti. Ogromno idej smo predebatirali tudi na tisti komisiji, ki je bila ustanovljena, ampak nikoli nismo prišli do končne odločitve ob tem dejstvu, da pa sredstva imamo rezervirana v proračunu. Zato bi res apeliral na celoten občinski svet in župana, da še poskušamo do konca tega mandata najti neko rešitev na področju stanovanjske problematike za mlade, torej neko konkretno rešitev, s katero se bomo lahko pokazali pred javnostjo, da smo res občina mladim prijazna. Hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku za to razpravo. Pri tej točki je 14.3, delno navezava na prejšnje točke. Prosim, gospod Škafar. Seveda problematika stanovanj, to je bila zgodba, je in tudi bo. Včasih smo pač malo občinski svetniki licemerni. No. Dejstvo je, da občinski proračun je tako, kot je. Imamo, kar imamo. Vendar, ker se pač odločamo, ker delimo kolačke vsem, malo tu, malo tam, zmanjka za celoto. Mozaik je na koncu tak, da je pač proračun razdeljen, pa nihče oziroma nekateri so zadovoljni. Mi smo imeli možnosti graditi stanovanja za mlade. Seveda smo imeli. Če bi se mi odrekli tribune, 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000, to je precej stanovanj. Se pravi, 2-3 leta nazaj, ko je bila situacija malo drugačna. Če bi takrat rekli, da mi v Kotlah ne rabimo novega kulturnega doma, telovadnice in drugo, bi tudi to lahko recimo rekli, stanovanje bomo zgradili. Če bi rekli, da je naš standard športni malo premočen, da pač enostavno ne bomo več imeli letnega bazena po zimi pokritega, kupole na nogometnem igrišču tam malem. Se pravi, denar je, seveda je denar, ampak moramo mi sprejeti odločitev. Ko začne zamakati telovadnica na osnovni šoli, prejšnjega govornica, skoči od budkaša v zrak. Mi imamo prvake, mi imamo to, mi si to zaslužimo. Odločiti se moramo. Narediti mogoče je nekaj, kaj skozi govorim, prioritete, kaj danes, kaj jutri, kaj pa nikoli. In samo to je to. Mi se moramo odločiti. Seveda predlagatelj je pa to zmeraj župan. Župan in občinska uprava, to je največja odgovornost. On deli kolačke. Vsi proračuni, odkar sem jaz v teh občinskih svetih, se spremenijo za 0,5%. Vse ostalo je moč župana. Vse to dela župan. To je dejstvo. Kolikor ga pač kdo nagovori, denar se razdeli, denar se nikoli ne ostane. In to je tista zadeva, ko se bomo mogli odločiti. Mi lahko govorimo, lahko imamo strategije, lahko imamo x stvari. Delamo neke male stvari, ampak velikih globalnih stvari delamo. Dejstvo pa je, da je vprašanje, ali lahko občina kot taka gradi stanovanje za mlade. Tudi lahko se odločimo. Vendar moramo reči, v letu 2023 bomo to odrezali na stran in gre samo v to smer. To je to. Hvala. Hvala za razpravo gospodu Škafarju. Gospod Škafarja. Slovenčno je bilo pravilno. Še kakšna razprava k tem treh poročilih, oziroma k zadnjemu, če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju ukrepov strategije za mlade občine na Koroškem v letu 2021. Kdo je za?
16 za, kdo je proti? Ni, dobil sem, hvala, točka je zaključena, dobil sem predlog za odmor, če se strinjate za odmor. 15-minutni odmor, da se ima dvorana, 10-minutni odmor, da se dvorana malo prezrači, pa noge ter križi stegnejo. Hvala. Preverjamo sklepčnost občinskega sveta. Štirinajst prisotnih svetnikov in svetnic in lahko nadaljujemo z delom. 15. točka dnevnega reda, soglasje k vrsti, število oddelkov in število otrok v oddelku ter k predlogu sistemizacije delovnih mest v vrtcu Ravne na Koroškem za šolsko leto 2022-2023. Z nami je tudi direktorica vrtca Ravne, gospa Hovnik, za vprašanja svetnikov. Uvodno točko pa bo predstavila gospa Darja Čepin, prosim. Na podlagi zakona o vrtcih vsako leto vrtec v skladu z soglasjem občine določi vrsto in pa število oddelkov ter število otrok v posameznih oddelkih in prav tako poda tudi soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest, ki jo pripravi ravnateljica vrtca. V šolskem letu 2022-2023 je oblikovanih 23 oddelkov, od tega 11 v Solzicah, 8 v Ajdi in 4 v enoti Levi Devžej. Oblikovanih je 8 oddelkov prve starosti, 13 oddelkov druge starostne skupine in pa 2 kombinirana oddelka. Skupaj je upisanih 424 otrok, 5 otrok več kot pa lansko leto. Kot vsako leto je upoštevan tudi fleksibilni normativ, kar pomeni, da sta v vsakem oddelku lahko 2 otroka več. Določen je tudi poslovni čas vrtca, ki traja od 5:30 do 16. ure. Za šolsko leto 2022-2023 nimamo čakalne vrste, kar pomeni, da so mesto v vrtcu dobili vsi otroci, ki so se upisali v rednem vpisu in bodo imeli s 1.9.2022 pogoj za vpis. Ravnateljica je pripravila tudi predlog sistemizacije delovnih mest, kjer gre v skupnem številu za 5,98 zaposlenega več v primerjavi z lanskim letom. Iz predloga sistemizacije je razvidno, da so predvidene te dodatne zaposlitve in sicer en kuhar, 0,5 perice, 0,5 hišnika šoferja, 0,10 svetovalnega delavca, en vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč in 2,875 spremljevalca gibalno oviranim otrokom, ki imajo odločbo centra za zgodnjo obravnavo otrok. Razlogi za te dodatne zaposlitve so torej ta spremljevalci gibalno oviranih otrok, to v vrtcu so 3 novinci oziroma pač 3 otroci, ki jim na podlagi področne zakonodaje pripada spremljevalec, kar je občina tudi v skladu z področno zakonodajo dolžna zagotavljati. Potem zaradi selitve v nov vrtec se bo povečala tudi kvadratura bivalnih prostorov, kapacitete kuhinje, količina umazanega perila in pa tudi nekoliko večje je število otrok, kar potem posledično pač pomeni tudi potrebo po dodatnih kadrih. In pa zaradi povečanja števila ur strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami je tudi potreba po dodatni strokovni pomoči specialnega pedagoga. Trenutno je 12 otrok, ki potrebuje strokovno pomoč, 5 pa jih je že v postopku pri Centru za zgodnjo obravnavo otrok. Hvala. Hvala, gospod Darji Čepin, za predstavitev. Odbor, ki je to obravnaval, je odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, predsednica gospa Kristjan, prosim. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil z gradivom v vrsti, število oddelkov in število otrok v oddelku ter s predlogom sistematizacije delovnih mest v vrtcu Ravne na Koroškem za šolsko leto 2022-2023 in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k predlogu. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo občinskega sveta. K tem 5 točkam sklepa, 4, pardon. Če ni razprave k sistemizaciji v delovnih mest v vrtcu, torej zaključujem razpravo in predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema naslednje sklepe. Prvič, občinski svet
daje soglasje k vrstni številu oddelkov ter številu vključenih otrok v posameznem oddelku v vrtcu Ravne na Koroškem za šolsko leto 2022-2023. Drugič, število otrok prvega in drugega starostnega obdobja lahko presega število otrok v oddelku, kot to določa 17. člen zakona o vrtcih, za največ 2 otroka. Tretjič, občinski svet občine na Koroškem sprejema sklep o odpiralnem in zapiralnem času vrtca od 5:30 do 16:00. In četrtič, občinski svet občine na Koroškem daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu na Koroškem za leto 2022-2023. Kdo je za? 16 za, kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala direktorici za prisotnost, vprašanj ni bilo. Prehajamo na naslednjo točko, 16. točka, soglasje k imenovanju direktorja JKP Ravne na Koroškem. Tu predajam besedo podpredsednici Komisije za mandatno vprašanje volitev in imenovanja, gospe Oder. Prosim. Hvala za besedo. In sicer na 19. seji Komisije za mandatna vprašanja volitev, imenovanja in priznanja smo bili seznanjeni s predlogom kandidata za direktorja JKP Ravne na Koroškem. In na podlagi glasovanja moram reči, da smo bili soglasni, predlagamo občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da ne daje soglasja k imenovanju magistra Andreja Erjavca iz Kotelj za direktorja JKP Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 4 let. Hvala podpredsednici Komisije za mandatna vprašanja. Odpiram razpravo občinskega sveta k temu predlogu sklepa. Prosim, gospod Omerzel. Hvala za besedo, gospod župan. Prvo bi imel eno proceduralno, in sicer predlog sklepa sam tak, kot je. Občinski svet občine Ravne na Koroškem ne daje soglasja k imenovanju. Torej, ukolikor svetniki glasujejo za tak sklep, direktor ni imenovan. Ukolikor glasujejo proti temu sklepu, pa direktor tudi ni imenovan. Ne glede na to, kar Kviaz reče, občinski svet je nad Kviazo. 45. člen poslovnika lepo zapiše oziroma določa, kako se sprejemajo odločitve, da večina glasov za, z večino glasov za ti lahko sprejemaš odločitve. In tule se kandidatu sploh s tem sklepom se sploh mu ne daje možnost, da je potrjen. V primeru, da pridemo do tega, da bo več glasov proti, pridemo do kaj? Do pad pozicije. Zato bi jaz pol tudi predlagal nov predlog sklepa, v katerem se podredno more tudi glasovati, in sicer, da občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k imenovanju magistra Andreja Erjavca in vse ostalo naprej tega, kar piše. To je moj predlog bil. Zdaj pa, da se dotaknem samega postopka kot takega. Mi se od decembra naprej pogovarjamo o tem. Decembra je bil objavljen razpis in me izjemno žalosti, oziroma bom takrat obesedil, ukolikor bi vsi, ki tule zdaj sedimo, stojimo v tem prostoru, če bi pol toliko časa namenili za izgradnjo za stanovanj za mlade, bi blok zdaj že stal, kot pa je šlo za to imenovanje. Od telefonskih klicev do preigravanj, do ne vem česa, do ogromno tudi občinskega denarja, ker smo morali pridobivati pravna mnenja, ker smo morali imeti veliko sej na to temo. Jaz imam tole nek grenak priokus, ker se res pol leta zabavamo z nečem. Zavod v vmesnem času oziroma JKP kot tak ima direktorja, ki nima polnih pooblastil. V času, naj vam samo povem, povečanje elektrike v naslednjem letu bo približno 380%, kar govorimo o minusu 200 tisoč evrov novega denarja, ki bo nekdo moral dvigniti cene. Govorimo o tem, da se bo minimalna plača z naslednjim letom zaradi preračuna dvignila, s tem se bodo morali dvigniti plače vsem uslužbencem tam. Novi direktor, stari kakorkoli, se bo soočil z 200 do 300 tisoč evri luknjo. V primeru, če bi mi takrat odgovorno dvignili cene postopoma, kot je bil predlog, to ne bi bilo tako očitno. Zdaj bo pa po gospodinstvu med 8 do 10 evrov udarilo jih po žepu. In to verjetno po volitvah, ker pred volitvami se kaj takega predvidevam ne bo sprejemalo, po volitvah januarja pa lahko pričakujemo nekaj, ker če ne bo zavod nelikviden.
In mi se tule danes pogovarjamo pol leta že o novem direktorju, kdo bo, namesto da se bi osredotočali na probleme in sicer, da je treba nekaj resno narediti, kar se tiče cen, da je treba nekaj resno narediti, kar se tiče prostora, kar se o tem tudi zelo dolgo govori, glede odvoza blata in tako naprej. Ja, torej, predlog sklepa, bi prosil, da se o tem glasuje podredno. In pa kot prvo seveda, glede na to, da se obrazloži ta sklep, ki je zdaj predlagan, v primeru, če se glasuje proti, ali je direktor imenovan ali ni, ali je podano soglasje ali ne. Hvala. Hvala. Zdaj po mojih podatkih je ta sklep bil oblikovan z sodelovanjem strokovnih služb občine, občinske uprave, kjer so seveda diplomirani pravniki, pa potem pa seveda več poročala predsednica oziroma podpredsednica. Tudi prosim za vaš odziv. Ja, tako je. Mi nismo upravniki. Dejansko ta predlog sklepa, ki smo ga imeli mi na mizi, da podamo soglasje k imenovanju direktorja, ni bil izglasovan. In zdaj, če pravne službe menijo, da se lahko kak drugačen predlog sklepa oblikuje, potem naj one povedo, ampak nam je bilo potem enostavno logično, da seveda predlagamo, da ne dajemo soglasja. Ne, se razumem strah, da če bi bilo več glasov proti ne dajem soglasja, bomo izvedli še en sklep, da se da soglasje, pa je zadeva v bistvu popolnoma jasna. Ne. Lahko pa obrnete sklep predsednica, če želite, jaz teh pooblastil nimam, no, ker prvi je na vrsti predlog Kviaza. No. Lahko kar se mene tiče kot predsedujočega, obrnete sklep, torej da jaz predlagam, da se da soglasje, če bo to bolj jasno. Samo rekvija, vaš predlog je to, no. Zdaj, ne morajo, okej. Težko jaz zdaj tako... Torej gremo po začrtanem, ja. Še kakšna razprava občinskega sveta, prosim, gospa Kamnik. Hvala še enkrat za besedo. Jaz bom rekla, da sem dvakrat poslušala predstavitev kandidata, torej gospoda Erjavca, ki moram reči, da je imel zanimivo, korektno predstavitev, se pa strinjam z večino stvarmi, ki jih je povedal predsednik nadzornega odbora, torej da s povišanjem elektrike, pa tako naprej, pravzaprav z vsemi povišanji, bo verjetno končni rezultat je že četrtletni rezultat negativen poslovanja torej komunalnega podjetja. S cenami se ukvarjamo ne pol leta, že dlje časa. In torej tudi zaradi tega, ker nismo na prejšnji seji sveta izglasovali ta minimalni dvig cene, se bo verjetno bojo posledice pač take, ko bojo. Ampak moram dodati, da bojo še pa večje, če dodatno zaposlimo še eno osebo na komunalnem podjetju in to je verjetno tudi razlog, a se sklep glasi tako ali tako, bo verjetno to tudi odločitev občinskih svetnikov, a še zmore komunalno podjetje še en dodatni strošek ali ne. Ker to je nova zaposlitev, zdaj trenutno to delovno mesto zaseda nekdo iz zaposlenih, torej VD, to pač je glavni pomislek. Hvala gospe Kamnik za razpravo. Še kakšna razprava pred glasovanjem? Prosim, gospod Mrđenović. Hvala. Jaz sicer nisem ekonomist ali pa pravnik, bi se pa vseeno retorično vprašal. Glede na čas, ki je pred nami, me res zanima, pa mislite, da je to res dobro, da ne bomo imeli direktorja s polnimi pooblastili? Elektrika se je drastično podražila in zdaj, če gremo računati, po mojih podatkih, ki sem jih jaz dobil, je največji porabnik elektrike čistilna naprava, približno 7.000 evrov na mesec komunala plače za to elektriko. Možno, da sem se zmotil za kak tisočak, ampak če se bo pa ta pogodba, ki jo ima zakupljena komunala do konca tega leta, ko se bo iztekla, se bo nova elektrika, ko se bo mogla naročiti, bo
po besedah Omerzela najmanj 4-krat večja. Se pravi, bo strošek 28 000 evrov na mesec oziroma 280 000 na leto. Strošek novega direktorja pa bi znašel tam okrog 40 000. Torej, zdaj se moramo vprašati, kaj je večje zlo? Med direktorja, VD, zdaj ne vem, kakšne ima on pristojnosti pri tem, da se pogaja za najnižjo možno ceno za elektriko, ali pa iti z novim direktorjem v podjetje, da poskuša rešiti situacijo tako, kot se da, ne? Da se znižajo stroški, ki so najhujši. Ne? Plača je pač plača, to je pač strošek, ki bo. Ne? Zdaj, a je to fair, da se obnašamo do tako pomembnega zavoda, kot je Komunala, na tak način, to pa mislim, da bojo volivci ocenili. Ker prejšnja sestava oziroma na eni prejšnji seji smo bili svetniki, ki smo glasovali proti prodaji tiste stare Komunale, smo bili označeni kot otroci. A ne? Pol smo prodali en majhen delež, eno parcelo, za skoraj isto ceno, kot pa za tisto, kar so nam prej ponujali. Zdaj pa nismo sposobni enega direktorja po 6 mesecih najti, pa ni bilo 12 prijav, če bi bilo 12 prijav, bi je še zastopil, tako pa 2 prijavi, pa 6 mesecev se pogovarjamo. Ne? Tako da, a je to otroče, a je to neodgovorno, ne vem. Zdaj občani bojo pa na koncu verjetno plačali tisto končno ceno. In jaz sem seveda 3-krat glasoval proti podražitvi komunalnih storitev, ravno zato, ker je bilo podjetje pod vodstvom mene direktorice, ki je znala voditi, ki je, mislim, je imela likvidno situacijo, to, kar pa zdaj sledi, to pa res kliče, v bistvu jaz kličem k nujnem vprašanju, retoričnem, a je smiselno, a je to, mislim, da bomo imeli direktorja v prihodnje ali ne, v tem času, mislim, to je zdaj tisto, kar si moramo mi tule razčistiti. Med VD-ja ali pa direktorja s polnimi pooblastili. Hvala. Hvala gospod Mrženoviću za to razpravo. Še kakšna razprava? Prosim, gospod Kacil. Hvala za besedo. Moram se malo glasiti. No. Sigurno je vse malo otroče, ne? Kar se vleče, pa tik naprej. Drugače pa, jaz pravim, verjetno se direktor ne pogaja za Štrom, no, smo premali odjemalci za tih par megavatov, ko jih porabi tudi čistilna ali pa kaj. Tudi ne bo nižja cena, verjetno, kar se tega tiče, ampak jaz sem še zmeren mnenja, jaz sem bil zmeren, da se sproti podražuje, da ne pride naenkrat prevelik udarec za žep, pa je pač padlo, saj ni problema. Zdaj, če bo prišel do likvidnostnih težav, ker je to obvezna gospodarska služba, bo pač proračun občine pokril, a ne, se pa ni problem. Verjetno stečaj Komunala ne bo šla, ker jo rabimo. Moč pokrili, tako smo, zdaj, še me pa še marsikaj, teda se to ne vidi nobenih takih problemov. Hvala. Hvala gospodu Kacilu za razpravo. Še kakšna razprava? Ni, torej predlagam sklep. Najprej sklep kviaza, no potem pa seveda bomo videli, kakšna bo pot naprej. Torej, da ne daje soglasja, ne? Torej, če je sklep sprejet, če bo več za kot proti, da ni soglasja. Občinski svet občine Ravne na Koroškem ne daje soglasja k imenovanju magistra Andreja Rjavca Kotlje 152 Kotlje za direktorja EKP Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 4 let. Kdo je za? 12 za, kdo je proti temu sklepu? 3, torej sklep je sprijet, občinski svet ni dal soglasja k Andreju Rjavcu. Je to zdaj dovolj jasno? Ok. 17. točka dnevnega reda, mnenje k imenovanju ravnatelja glasbene šole Ravne na Koroškem, zopet podpredsednica komisije. Ja, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da poda pozitivno mnenje k imenovanju magistra Aleksandra Kotnika iz Ravne na Koroškem za ravnatelja glasbene šole Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Hvala. Odpiram razpravo k temu predlogu komisije. Če ni razprave, predlagam glasovanje. Predlog sklepa pa se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju magistra Aleksandra Kotnika, rojenega 28.8.66 na Šancah 74, 2390 Ravne na Koroškem za ravnatelja glasbene šole Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Kdo je za?
16 za, kdo proti, ali 16 celo prisotnost. Ja. 18. predzadnja točka dnevnega reda, mnenje k imenovanju ravnateljice osnovne šole Ričevega Drečka. Prosim. Naša komisija predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da poda pozitivno mnenje k imenovanju magistrice Vesne Lujinovič iz Legna, Šmartno pri Slovenj Gradcu, za ravnateljico osnovne šole Juričevega Drečka za mandatno obdobje 5 let. Odpiram razpravo k temu predlogu sklepa. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju magistre Vesne Lujinovič, rojene 14.1.1968, Legn 146E 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, za ravnateljico osnovne šole Juričevega Drečka za mandatno obdobje 5 let. Kdo je za? 16 za. Kdo je proti? Pardon, glede na prisotnost je to soglasno za. Hvala za zadnjo točko v smislu vsebin. 19. točka pa so predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim, prijavil se je gospod Omerzel, če je bila ta roka temu namenjena, ja. Potem gospa od njo, gospod Mrdženovič. Hvala za besedo. Jaz se bi tule dotaknil programe počitniškega varstva. Par vprašanj oziroma pobud sem dobil. Z Marjano smo tudi pred sejo govorila, kar se tega tiče. In sicer pobuda prva, plavalni in nogometni klub Fužinar, mislim, da za teden varstva otroka ponuja po ceni 100 evrov za teden. Se pravi, če želiš en mesec, da ti otroka animirajo, pazijo, je to 400 evrov. Moj predlog tule, glede na to, da silne milijone mečemo v nogometni klub, dobesedno milijone za tribuno, bi predlagal, da občina oziroma klub financira ta del, da bomo prišli do cene 0 evrov za vse tiste, ki se ocenjuje, da potrebujejo to varstvo, ker ne bo nekega navala, govorimo o 20-30 otrocih, ki to varstvo potrebujejo in si starši tega ne morejo privoščiti. Torej, pobuda, da ali preko občine ali preko kluba, to je meni čisto vseeno, ampak da bodo ti otroci oproščeni plačila 100 evrov na tedenski ravni varstva. In mislim, da je treba na tem področju nekaj narediti. Hvala. Hvala gospodu Omerzelu za to pobudo, za te programe. Prosim, gospa Vodnjov, potem gospod Mrdženovič. Hvala lepa za besedo. Kar nekaj občanov iz Javornika se je v zadnjem času obrnilo na mene, pa tudi na svetnika Mrdženoviča, v zvezi s tem, da bi bilo mogoče smiselno, da bi tudi na javorniškem koncu naredili še en pajsji park. Glede na to, da je, pač želijo si, na Javorniku je zelo veliko ljudi, veliko je psov, seveda jih morajo imeti vedno na povodcih, zdaj, če se boste strinjali, bom jaz vesela. Drugo je pa eno vprašanje, skratka na mene so se obrnili novi lastniki rimskega vrelca, ki že od lanskega leta vohajo smrad, vidijo, da poginjajo zaščitene vrste žab v ribniku na Rimskem in ugotovili so oziroma menijo, da se iz najbližje kmetije, ki je tam blizu Rimskega, jaz ne vem, kdo to je, baje zliva gnojšnica oziroma fekalije direktno v potok Kutulo, pa jaz ne vem, a je to res ali ni res, in glede na to, da se tam zdaj gradi nek turistični kompleks, glede na to, da tam smrdi in glede na to, da poginjajo zaščitene vrste živali, bi moglo to občino zanimati, pa bi jaz prosila, da se to preveri. Hvala lepa. Hvala, gospod Vodnjov, za te dve pobudi. Gospod Mrdženovič, potem gospod Škafar. Hvala za besedo. Moja pobuda se nanaša na mestno kolo s posojo, bicikl. Predlagam, da se vsi bicikli nadgradijo v električne, zato ker z navadnimi bicikli s 3 brzinami je še za športnika težko goniti v javorniški klanc. Če lahko ima občina Prevalje, ko je večinoma ravna, vse električne bicikle za sposojo, pol ne vidim ovire, zakaj ne bi mogla ravnčka imeti prav tako. Tako da to je moj predlog. Hvala. Hvala. Gospod Škafar, prosim.
zunaj zdaj prijetnih 22, 23, 24 stopinj dežuje, tek me spominja na Škotsko, Anglijo, Irsko, kjer je pač to stalnica, ne, in trava raste tam, tako da je veselo, kosijo, kosijo, ne pa posod. Jaz bi se mogoče to našo košnjo, če je le mogoče, da komunalno podjetje, ki to košnjo zdaj upravlja, kosi bolj intenzivno tam, kjer se ljudje zadržuje, se pa pomeni to okrog otroških igrišč, pač tam, kjer so ljudje, kjer imajo vrtove, karkoli, brežine, te naše zelenice, kjer pač praktično človeška noga nikoli ne stopi, pa ne nekaj časa pustijo. No. Kar že nekaj let govorimo, da je treba nek način sobivati z žuželkami, z čebelami, pa z živalmi, pticami, ki tudi te semenke, in bi jaz resnično prosil za nek drugačen pristop k tej košnji. No, jaz vidim, ti možakari se podijo med drevesi, na Čečovje, na Javornik, kjer praktično nihče ne hodi in tam kosijo. Zakaj to kosijo? Pa to ni potrebno. No, pustimo, narava je lepa tudi taka, kot je narava, ni zmeraj lepa, takrat, ko je ravna. Seveda, mi vsi želimo imeti nekaj ravno, včasih so pač imeli angleški kralji te zelenice in so bili edini, ki so jih imeli. Seveda, potem smo si pa lahko zdaj privoščili mi tudi te svoje kosilnice in drugo in smo postali vsi kralji, da imamo ravne zelenice. No. Jaz bi resno predlagal drugačen pristop, da se naj kosi tam, kjer so recimo otroška igrišča, kjer se ljudje veliko zadržujejo, ostale stvari se pa naj na nek način pusti. Naj se pustijo te, bom rekel, otoki, trave, da bi pač otroci, ljudje videli, kakva sploh trava je, kaj v tej travi sploh raste, kakve so rastline, kakve so cvetliče. Skratka, drugačen pristop, če je možno. Pa še nekaj bi predlagal, v glavnem zdaj, jaz ne vem, kakva je to moda, zasajuje se v glavnem drevesa, stara pač propadajo, se rušijo, podirajo, zasajuje se večinoma listnate drevesa. Jaz vem, v naseljih listnate drevesa zaradi tega, da listje po zimi odpade, da do stanovanja dobijo sonce. In to je teti koncept zasajevanja teh dreves je posod prisotno v teh urbanih naseljih, vendar so pa določene mesta, kjer lahko zasadimo iglavce, se pravi zimzelena drevesa, kjer imajo lahko tudi ptice, bom rekel, po zimi svoje pribališče, svoje zatočišče in tega enostavno ni. Mi smo pozabili, da so zimzelena drevesa tudi potrebna za življenje teh naših malih prijateljev. No. Hvala. Hvala, gospod Škafarju, za to temeljeno pobudo. Podžupan Vrhovnik, prosim. Potem je pa gospod Štrikar še. Hvala. Dal bi pobudo, apel našim vzdrževalcem kolesarskih stez, da se očistijo torej od peska, zlasti po neurjih, ko se to dogaja, zlasti ta na odseku proti Kotlam oziroma še naprej, je pogosto polna peska in tisti, ki uporabljamo cestna kolesa, vemo, da to zna biti zelo neprijetno srečanje z peskom na kolesarskih stezah. Pa to bom zdaj rekel, ni problem samo v naši občini, tudi povsod drugod to opažam. Mogoče bi bilo dobro, če bi se kak župan večkrat s kolesom peljal, pa bi to opazil. Drugače pa ponavljam zdaj pobudo, ki smo jo prej pri cestah obravnavali, res, da se na odseku ceste Rimski Orelec, Ivarčko, na tistih enih 4 ali 5 mestih, ki je dejansko že flika pri fliki, če po domače povem, da se tistih 3x4 metra ali koliko je ven poreže, pa se uredi ta cesta. Ne mislim v celotni sanaciji, ampak v tistem delu, ker je res katastrofalno. In podobno je na odseku, torej, ko sem že rekel, od Slanikove Bajte pa proti Zadnjemu Dinarju, isto na parih odsekih, to, kar se ne bo delalo, da se to uredi, da se pač prepreči to nadaljno uničevanje tiste ceste. Zdaj pa k naši tribuni, danes je bila že parkrat omenjena na mestnem stadionu. Zadnjič sem se udeležil tudi te zadnje prvenstvene tekme, bi rekel, da se je naše moštvo v celem prvenstvu odlično držalo in seveda gledalci, ko pridejo na to tribuno, si pa želijo, da bi rekel, čim bolj kvalitetno spremljali srečanje. In kar sem jaz opazil je, najprej ta neurejen dostop do naše mestne tribune. Torej, tam manjka še, bi rekel, tista pot urejena, ne vem, kakva bo, a bo tlakovana, asfaltirana, kakršnakoli. Tam so še ostali neki kupi zemljine, ki niso odstranjeni. To pač ni, bi rekel, lepa podoba našega kraja, kjerkoli bi to bilo.
Tudi ta tribuna na določenih predeljih je potrebna čiščenja, pa glede na to, da je objekt nov, se tam še vidijo, bi rekel, ostanki prahu, tega zidarskega prahu, niti ni bilo nikoli to počiščeno že od samega začetka uporabe. Pa še ena težava je, ko nastopi tako vreme, ko je zdaj, torej, ko pride do nevihte med samim prireditvijo, torej, ko so gledalci na tribuni, ravno iz tiste hrbtne strani prinese dež. Torej, bi bilo potrebno nekaj, bi rekel, konstruirati ali se neko zaščito narediti za take primere, ker ravno temu je namenjena tribuna, da na suhem spremljamo srečanje, če že tisti reveži na igrišču ne morejo pod streho igrati. Toliko iz moje strani, hvala. Škoda, da dež ravno ne pada vedno. Prosim, gospod Štriker, gospod cilj potem. Mene pa zanima magistralka Ravne-Dravgrad. Dobil sem neke neuradne informacije, da naj bi celo morda prišlo v naslednjem letu do celotne zapore ceste. Zdaj ne vem, ali deloma celo, da naj bi prišlo celo do nasutja, do 2 metra višine, da bi mogli zapreti cesto. To pomeni, tovorni promet bo mogel iti čez Avstrijo do Ravn. Me pa zdaj skrbi tudi v letošnjem letu oziroma v naslednjem letu bomo delali pa tudi v Kotlah krožišče. In kaj to zdaj pomeni za Kotle? Da bo tak zamašek, da bo noro. Že zdaj, ko se malo nekaj na Javniku dela, že stojimo več kot 20 minut v kolonje, da pridemo do Javnika. Zdaj, ko bo šel pa ves ta celoten promet čez Kotle, bo pa kaos. Zato je zdaj treba prilagoditi to krožno Kotlah, pa izvedbo in sanacijo magistralke. Hvala. Hvala za to pobudo, ki je res aktualna. Prosim, gospod Kacil, vse to, kar je gospod Štiker naštel, se načrtuje. Hvala za besedo. Jaz pa predlagam, da vsi odcepi, ki mijo v bistvu na kolesarsko stezo, da se asfaltirajo. Hvala. Dobro, podžupan Oder, prosim. Lep pozdrav. Leto 2022, kot veste, je tudi obletnica, 70. obletnica delovanja našega planinskega društva. V juliju 23. se pripravlja izdaja zbornika vodnika po planinskih poteh v občini Ravne. In jaz apeliram oziroma prosim na občino, tule pri tej izdaji podpre planinsko društvo, ne samo z določenim zneskom, ampak ker je to tudi pomembno za celotno občino, za turizem in vse, da poskuša občina ta vodnik v celoti finančno pokriti. Hvala. Hvala, podžupanu Odru. Še kakšna pobuda oziroma vprašanje, kot je točka, se naziva? Če ni, se vam zahvaljujem torej za delo na 25. redni seji občinskega sveta. Naslednja seja je še planirana pred poletnimi počitnicami ali zadnjo sredo junija, slovnicami danes ne gre, ali prvo sredo v juliju, bomo malo to videli, kako bo gradivo nastajalo. No, žal, 6. julij je zadnji možni datum, pol pa mislim, da se že res poslavljamo vsi na neke dopuste. Bomo pa probali zadnjo sredo junija, no, speljati sejo, če bo možno 29. junija. Potem pa predah nekaj do septembra. Tako da hvala za današnjo deležbo.